two, 1, 2, 3. Športni ples je v svoji izvirni obliki nadgradnja umetnosti s športom ali pa nadgradnja športa z umetnostjo. Ti dve prvini se prepletata. Tukaj ne moreš povedati, kje se začne šport in kje se konča umetnost in obratno. Vrhunski športni plesalci so dobro telesno pripravljeni, kar jih dela tekmovalce, imajo pa hkrati tudi prvine umetnosti, kar jih nato nadgradi plesalce. V športnem plesu se tekmuje v dveh disciplinah, v originalnih standardnih plesih in v sodobnejših latinsko-ameriških plesih. Vsi standardni plesi izvirajo iz Evrope, pleše se jih v zaprti drži. Standardni plesi se izvajajo v lahkotnem, naravnem in lepečem gibanju. Od plesalca zahtevajo še smisel za čas, prostor in izvirnost. V angleškem valjčku pridejo do izraza gibanja v prostoru, v različnih smerih in estetsko izrazne linije. Gibanje omehčajo pa še stalni dvigi in spusti. Tango je najbolj temperamenten med standardnimi plesi. To je ples stila in strasti. Dunajski valjček je tipičen krožni ples, kar pa pomeni, da se par pri plesu neprestano vrti v levo in pa v desno stran. Pri slowfoxu pridejo najbolj do izraza skladnost telesa in nog, saj to najbolj poudari obliko in življenje lebdenja. Quickstep povezujeta veselost in poskočnost. Njegovi drzni poskoki se ustavijo v vibrajoče gibanje. Latinsko-ameriški plesi imajo svoje korenine v glasbi afriških in latinsko-ameriških ljudstv ter ameriškem džezu. Športni ples je iz te zakladnice izbral 5 plesov: sambo, ča-ča-ča, rumbo, paso doble in jive. V nasprotju s standardnimi plesi želijo latinsko-ameriški plesi, kakor tudi njihova glasba, nekaj izpovedati. Ker ti plesi služijo kot izrazno sredstvo, je drža pri teh plesih odprta, kar omogoča partnerjema svobodnejše gibanje. Gibanje plesalca in plesalke pa zahteva sodelovanje celega telesa. Samba je izjemno temperamenten ples z izrazitim gibanjem bokom in neprestanim menjavanjem ritmov. Ime ča-ča-ča ne pomeni nič. Je le ustno ponašanje drsajočega trojnega koraka, ki so ga kubanske ženske plesale v čevlju brez pet. Plesalcem je prijetna nekakšna seksi sprememba med ostalimi plesi, ritem proti ritmu jim nudi raznovrstne plesne koreografije. Rumba je najbolj romantična med latinsko-ameriškimi plesi. Glasba in ritem pričarata ljubezensko izpoved med plesalcem in plesalko. Plesalec v paso doble predstavlja toreadorja v boju z bikom. Njegova soplesalka pa ima dve vlogi. Je toreadorjevo okrinjalo ali španska flamenko plesalka.
Džak je hudomušen ples izjemno hitrih, poskočnih kikov in igrivih izzivanj med soplesalci. Športni plesi imajo starostne kategorije. Mlajši pionirji, mlajši mladinci, starejši mladinci in člani. Iz ene v drugo kategorijo pristopi z 10, 12, 14, 16 in 19 leti. Ko začneš tekmovati v športnem plesu, si v C kategoriji in plešeš samo 3 plese. Nato prestopiš v B kategorijo, kjer plešeš že vseh 5 plesov, vendar je omejen program. Na tekmovanjih nato zbereš še točke za kategorijo A, kjer lahko plešeš neomejen program. Sodniki ocenjujejo skladnost plesnega para, obvladovanje prostora in glasbeno interpretacijo. Ocenjevanje je tajno. V začetnih kolih sodniki označijo plesne pare, ki jih predlagajo v naslednje kolo sklisci, v finalu pa ocenjujejo pare številkami od 1 do 6. Pri tem številka 1 pomeni najboljše prvo mesto. Zdaj se začne. Kar bom zdaj vse pokazal bo za standard. Standard srajca. Se samo ta del vidi in ne bi bil raven, da nisi tak. Pozen trega. Vratnik. Pride podmetulček. Metulček pa pride tako gor. Še frak, to je pa najbolj pomembno pri standardu. Do sem. Do sem ne bi prišlo, tukaj pa pride številka. Standard oblika je ponavadi daljša, pa tako bolj elegantna. Letin oblika je pa navadno krajša, so kakšne resice, pa frizura je tudi drugačna. Sam, če imaš kombinacijo, je dobro dodelaš čim bolj z tako frizuro, da zgleda za obe. Letin srajca je bolj odprta, pa ni tako omejeno. Letni hlače so bolj proste, niso tako omejene, pa tudi nižji so. Za standard morajo biti ful višji, ker ti pokrijejo trebo. Tole so standard čevlji, ne? So bolj zaprti, navad je manjša peta. Podplat je iz platna, ki ne bi bil boljši oprejen na parketu, lahko pa ga tudi s krtačko zdrgnemo, da se dobimo boljši oprejen, če slučajno drsi. To so pa letin čevlji, so pa ponavadi odprti, pa je peta tudi malo večja. Ponavadi niso lakasti, so semiš ali usnjeni. Pa tudi bolj so taki gibljivi. Najdem enak ten z to barvo kože, ki se moram pobarvati. Zato, da sem bolj rjava, da nisem bila ko eno mleko tam na plesišču. Jaz se napudram zaradi tega, ko mi rečejo, da se moram napudrati. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Iz komentatorskega mesta se javljam Borso Jargoglar in ogledali si bomo vrhunec kvalifikacijskega turnirja v športnem plesu v Domžalah, finala v standardnih in latinskoameriških plesih starejših mladincev A kategorije. Na zaslonu že vidite štartno listo 6 plesnih parov, ki so se iz polfinala uvrstili v veliki final. 6 najboljših plesnih parov bo kot prvi ples zaplesalo počasni angleški valček. Poleg mene je tudi strokovna komentatorka, trenerka in sodnica športnega plesa Danijela Škofic-Novak. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Priča smo res prekrasnemu plesnemu dogodku, saj se je na tekmo v latinskoameriških in standardnih plesih v Domžalah prijavilo kar 86 plesnih parov.
V vseh starostnih in kakovostnih kategorijah smo lahko torej občudovali kar 172 plesalk in plesalcev. No, na tekmovanjih te vrste pari pridobivajo točke za prehod iz nižjih v višje tekmovalne razrede, zato se jih udeležujejo predvsem mlajši pari. Tokrat imamo priložnost videti elito med starejšimi mladinci. To so pari, ki tekmujejo že vrsto let, nekateri kljub mladosti že 5-6 let ali več. Prvi ples je za nami in poglejmo si, kako so sodniki ocenili pare v angleškem valčku. Prvo mesto sta zasedla Matej in Špela Kralj, le za eno oceno sta druga Vodičar de Domicijo, tretja sta Sredinšek Ferk. Saso in Vegel sta osvojila 4. mesto, 5. mesojedec Gabrielčič, na 6. pa sta kljub enemu 3. dosojenemu mestu pristala Damir in Tadeja Halužan. In sedaj popolna sprememba ritma, stila in karizme. Na vrsti je tango. Tango je precej drugačen od ostalih standardnih plesov. Je ples brez swinga, položaj telesa je nekoliko nižji, drža je bolj kompaktna, gibanje pa je bolj hitro in odrezavo. Pri tangu se predvsem pokaže čustvenost in karizma plesnega para. No in Luki Sredinšku in Teji Ferk karizme zagotovo ne manjka. In Mihi Vodičarju in Ani de Domicijo prav tako. Hvala lepa za vaš tango, kot kaže. In pri tangu je prišlo do delitve prvega mesta. Oba para sta dobila enake ocene, pa tudi par Sredinšek Ferk sta dobila eno prvo mesto. V drugem delu sta 5. in 6. mesto zamenjala Halužana in mesojedec Gabrielčič. 4. mesto pa ostaja Sasu in Veglovi. Dunajski valček je ples, ki ima omejeno število figur. Osnovno se pleše samo desne in leve obrate. Mednarodna plesna zveza IDSF sicer uvaja nove plesne figure, ki pa se niso še povsem prijele. Ali ima sodnik pri tako omejenem številu plesnih figur sploh kaj za ocenjevati? No, moje mnenje je, da je s tem delo sodnika še olajšano. Včasih mi je kar žal, da Dunajski valček ni prvi ples, kajti najbolj osnovne kvalitete gibanja vidiš najlažje skozi enostavno strukturo plesa in moram tukaj povedati, da pri plesu, za razliko recimo od drsanja, umetnostnega drsanja, sodniki ne ocenjujemo, kaj pari plešejo, temveč samo kako. V Dunajskem valčku sta prepričljivo zmagala brat in sestra Kralj in sta na dobri poti k skupni zmagi. Ocene so dokaj konsistentne pri vseh parih, tako da se v Dunajskem valčku očitno res izkaže, kdo je mojster standardnih plesov.
Slowfox. Spremljamo trenutno 6. uvrščena Mateja Mesojedca in Katro Gabrijelčič. Ter pred njima neposredno uvrščena brata in sestro Halužan. Še posebej pri umetnostnem drsanju smo gledalci navajeni, da sodniki podajo dve oceni, eno za tehnično pravilnost in drugo za umetniško interpretacijo. Pri športnem plesu latinskoameriških in standardnih plesov se ti dve prvini združita v eno oceno. Obstaja kakšno napisano ali nenapisano pravilo, v kakšnem razmerju se ti dve prvini ocenjuje? No, gledajte, razlika je predvsem v tem, ali imaš ti na parketu zelo izkušene pare, kjer dejansko tehnična vrednost ocene ne pove dosti, ker so tehnično vsi na zelo visokem nivoju. Pri mlajših parih je pa seveda njihov tehnični nastop, tehnična dovršenost na prvem mestu. Tako da tukaj je seveda vedno upoštevamo oboje, ampak jaz bom rekla, da pri bolj izkušenih parih pride tista umetniška komponenta bolj do izraza, kajti o umetnosti lahko govorimo šele, ko enkrat preideš tisto neko osnovno mejo neke tehnične dovršenosti. Ponovno prepričljivo prvo mesto Mateja in Špele ter tudi Miha in Ana z gotovostjo držita drugo mesto. Nekonsistentne ocene uvrščajo Luko in Teo na tretje mesto, nobenih sprememb pa tudi v drugi polovici lestvice. Pogledajmo še kulise. Quickstep začenjamo z Matejem in Špelo Kralj, ki sta zmagala v vseh 4 plesih do sedaj. Quickstep je izrazito hiter ples, ki ga imajo pari sicer radi, je pa izredno zahteven in nekako izvleče še tiste zadnje atome energije, da bi prepričali sodnike še v tem zadnjem plesu. Anže Saso in Špela Vegar, s katerima zaključujemo nocojšnje finale v standardnih plesih. Kljub temu, da sta Vodičar in Dedomicio dosegla 2 prvi mesti in da sta se Sredinšek in Ferk spogledovala z drugim mestom, je razvrstitev v Quickstepu takšna, kot je končna skupna razvrstitev v standardnih plesih. In še zmagovalca kvalifikacijskega turnirja v razredu starejših mladincev sta Kralj Matej in Kralj Špela. Zmagala sta Matej in Špela Kralj iz plesnega kluba Fredi Ljubljana. Prav tako iz plesnega kluba Fredi prihajajo tudi drugo uvrščena Miha Vodičar in Ana Dedomicio, tretja Luka Sredinšek in Teja Ferk ter četrta Anže Saso in Špela Vegar. 5. mesto sta osvojila Damir in Tadeja Halužan iz plesnega društva Roli in 6. mesto Matej Mesojedec in Katra Gabrijelčič ponovno iz plesnega kluba Fredi. Latinsko-ameriške plese, kar pomeni, da jih bomo lahko počudovali tudi v večernem delu prireditve.
Reportažo iz kvalifikacijskega turnirja v športnem plesu nadaljujemo s finalom v latinsko-ameriških plesih, v katerega se je uvrstilo 7 parov, in to iz četrtfinala 17 plesnih parov. Pretežno so to pari, ki smo jih že videli v finalu standardnih plesov, nismo pa še videli Mirta Lavrenčiča in Maje Jančar s štartno številko 65 ter Matica Rodice in Ane Jurenec s štartno številko 73. Daniela, zakaj se je v finale v standardnih plesih uvrstilo 6 plesnih parov, v finale latinsko-ameriških pa 7? No, praviloma se v finalu uvršča po 6 plesnih parov, včasih pa pride v polfinalu do nekako delitve 7. mesta oziroma 6. mesta, kjer 2 para pridobita enako število križčkov oziroma oznak za naslednje kolo, in če se pride do tega, potem seveda pleše vseh 7 parov in se potem v finalu po ocenah določi, kateri par bo 6. in kateri bo 7. In če si 6. mesto delijo 3 pari, potem pride 8 parov v finale? No, to se dogaja zelo redko in praviloma, če pride do tega, bi moralo plesati 5 parov, s tem, da je to odločitev glavnega sodnika. Imeli smo ravno pred letom dni na svetovnem prvenstvu v latinsko-ameriških plesih, ki sem ga sodila na Dunaju, je prišlo do tega, da se je glavni sodnik odločil, da bo v finalu 8 parov, ne pa 5. Očitno je prišlo do poškodbe. Številka 77, to je Luka Srdinšek, gre za levo stegensko mišico. No, zgleda, da gre za krč, da ni nič hujšega. Bomo videli, če bosta lahko nadaljevala tekmovanje. Tekma je prekinjena, medtem ko pomagajo Luki, si oglejmo ocene sodnikov. Prva sta Miha Vodičar in Ana Dedomicijo z vsemi prvimi mesti, druga sta Srdinšek Ferk in tretja Kralja. 4. mesto pripada paru Rodica Jurenec, 5. Saso Vega, 6. Lavrenčič Jančar in 7. Haluk Žanoma. No, krč je očitno popustil in Luka Srdinšek bo lahko nadaljeval s tekmovanjem. No, midva vidiva, da sta v sambi zasedla visoko drugo mesto, kar je lep rezultat. Pari sicer ne vejo za te uvrstitve, oni zvejo za rezultat šele na koncu tekmovanja. Mislim, da je bila dobra odločitev, da nadaljuje tekmovanje, ker se mu obeta lep rezultat. So tovrstne poškodbe pogoste pri športnem plesu? No, kakšen krč, sem pa tja, ni nič hudega. S tem, da s pravilno pripravo, s pravilnim ogrevanjem telesa pred vsakim treningom, pred vsakim nastopom, se pravzaprav do tega ne bi smelo priti. In pare vsi navajamo, da se morajo izredno dobro fizično pripraviti, seveda tudi psihično, ampak pravilno ogrevanje, vaje, ki jih morajo izvesti, imajo cel sistem vaj, ki jih morajo izvesti vsakič pred vsakim treningom, pred vsakim tekmovanjem, seveda zmanjša število poškodb. Ponavadi, če pride do kakšne poškodbe ali če pa recimo ne pride na trening zato, ker se je poškodoval, se je to zgodilo kje drugje, ne na plesnem parketu. Zelo redko kdaj se zgodi športna poškodba prav pri plesu. Miha in Ana s suverenim nastopom v Ča-Ča-Čaju, v katerem sta tudi tokrat prepričljivo zmagala. Luka se je dobro vrnil in Stejo obranil drugo mesto. Na tretje sta se povzpela Matic in Ana, Anže in Špela sta četrta, Matej in Špela pa zdrsnila na 5. mesto. Damir in Tadeja sta v Ča-Ča-Čaju prehitela 7. uvrščena Mirta in Majo. Počasni ritem in umirjena glasba napovedujeta romantično rumbo.
Pri vrhu nobenih sprememb, le na 3. mesto sta se vrnila Matej in Špela Kralj. Tudi preostali del lestvice je tak, kot je bil pri plesu samba. Mirt in Maja sta ponovno pred Damirjem in Tadejo. In sedaj Paso Doble. Je hitra sprememba vlog iz romantičnega zapeljevanja pri rumbi v krvavo bikoborbo pri Paso Doblu težka za plesne pare? No, glede na to, da so navajeni, da obstaja določen vrstni red plesov na vsakem tekmovanju, se tudi ta preobrazba zgodi dokaj hitro. Ne? V bistvu bi moral par še predno zasliši prve takte glasbe, že z mislimi biti pri tem plesu, že se skoncentrirati na vlogo, ki jo moral pri tem plesu odigrati, in potem glasba seveda samo še pomaga, da se ta preobrazba zgodi. In seveda tukaj pridejo potem zelo do izraza predvsem plesalci v paru, ki nosijo nekako glavno vlogo, in plesalke, če razumejo svojo vlogo, poskušajo v tem plesu svojega plesalca podpreti, da njegova vloga matadorja, uspešnega matadorja in ponosnega matadorja pride čim bolj do izraza. Še preden so gledalci v športni dvorani v Domžalah vzkliknili "Ole", so vsi sodniki paru Vodičar Dedomicijo dosodili prvo mesto. Matej in Špela Kralj sta se povzpela na drugo mesto, Saso Vega sta se uvrstila pred Rodico Jurenec, imamo pa tudi delitev 6. mesta. Zadnji ples otočnega tekmovanja, dan za starejše mladince. Tu vidimo, da se utrujenost že precej pozna. No, ples kljub temu, da ni videti tako, zahteva kar precej energije v naših sodelovanjih s Fakulteto za šport. Rezultati kažejo, da so naši tekmovalci po fizični kondiciji zelo blizu športnikom, kot so kolesarji, smučarji in to tisti vrhunski. Ne? Miha in Ana suvereno tudi v Džajevu, kjer sta ponovno zmagala. Sredinšek Ferk sta ponovno prehitela Kralja, Rodica Jurenec pa ponovno prehitela par Saso Vega. Najtežja odločitev bo za 6. in 7. mesto. Vodičar in Dedomicijo sta zmagala v vseh 5 plesih in zasluženo zmagala. Moram reči, z mojega vidika sta zasluženo zmagala predvsem zaradi tega, ker sta v kategoriji starejših mladincev pokazala izredno zrelost v smislu občutka eden za drugega, plešeta en z drugim, eden za drugega in ne poskušata samo lepo izvesti figure, ki jima jih pač narekuje njuna koreografija. Splačalo se je nadaljevati za par Sredinšek Ferk, saj sta osvojila drugo mesto. Tretja sta zmagovalca standardnih plesov Matej in Špela Kralj, vsi prvi trije pari prihajajo iz plesnega kluba Fredi. Četrta sta Rodica Jurenec iz plesnega društva Elit, 5. in 6. sta ponovno iz Fredija Saso Vegel in Lavrenčič Jančar, na 7. mestu pa Damir in Tadeja Halužen iz Rolija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je za nocoj vse iz športne dvorane v Domžalah. Upam, da ste uživali v prekrasni plesni predstavi.
Vidimo in slišimo se kmalu, saj plesni klub Fredi prireja 3-dnevni mednarodni plesni turnir Slovenian Open, ki bo štel tudi za IDSF mednarodno lestvico in sicer od 7. do 9. maja v Izoli. Do takrat, lep pozdrav!